Živjo, sem Luka in sem zelo navdušen, da se začenja nova vrtnarska sezona. Ker si letos še posebej želim večjega pridelka, grem po nasvete k strokovnjakom v vrtni center Eurogarten. Pridite z mano. Živjo, a vas lahko nekaj vprašam? Vsekakor. Letos sem imel možnost, da bi imel svoj prvi vrt, pa me zanima, katera orodja sploh potrebujem, da ga lahko obdelujem. Tako. Za spomladansko obdelavo tal zemlje porabite tele preklopne vile. S temi vilami zelo hitro obdelate zemljo z zelo malo napora, preprosto tako, da zapičite orodje v zemljo, potem pa s tem držalom potegnete spodnji del vilic gor in na ta način v bistvu zelo hitro in enostavno zrahljate zemljo, ki jo potem z grabljami v bistvu s svojo težo. Tako, s svojo težo. No, to je nihajna motika. Z nihajno motiko boste enkrat na teden zrahljali vrt. S tem orodjem v bistvu pravzaprav razpleviljate vrt in skrbite za to, da vrt ne bo zapleveljen. Seveda pa je treba uporabljati orodje enkrat tedensko, ko je plevel še zelo nizek. Preprosto ga boste iztrgalom, takole se pomika in tudi vi se pomikate po vrtu in delo poteka zelo hitro in enostavno. In varno, za hrbet vse. Tako, brez napora, je z manj bolečin v rokah in v ramah. Sem pa opazil tudi tale stroj, pa me zanima, kaj je to? Tako, motorni prekopalnik, dovolj močan, bi rekel, ima 4 kW, to je nekaj več kot 5 konjev, 2 brzine naprej, ena za nazaj, a ne takrat, ko pridete v nek prostor, ko se ne morete obračati. Dobro pri tem motornem prekopalniku je tudi to, da imate razne nastavke, a ne imate gumijasta kolesa, ta kolesa enostavno odstranite, kliknete gor tele nože in v bistvu delo z motornim prekopalnikom poteka bistveno hitreje, enostavneje in tudi bi rekel brez bolečin. Na voljo so tudi razni priključki, kot so recimo tale usipalni plug za usipanje krompirja ali pa recimo tudi obstajajo tudi kakšni plugi, da potegnete enostavno brazdo. Kar bi še omenil pri motornem prekopalniku je to, da če so peščena tla, jih lahko obdelate spomladi, če pa so težja ilovnata tla, je pa to treba obvezno narediti jeseni, ker spomladi so takšna tla že precej zbita in v bistvu se jih obdela jeseni. Dobra stran motornih prekopalnikov je tudi ta, da zemljo, tudi če je, bi rekel, ilovnata, zelo hitro zdrobite, tako da imate pripravljeno za setev ali sajenje. Kaj pa, če se odločim za visoko gredo? Seveda, za visoko gredo se lahko odločite povsod tam, da jo postavite povsod tam, kjer zemlja ni primerna za obdelavo vrta, to je lahko na terasi ali pa kje na dvorišču, ali pa če želite v bistvu razširiti svoj vrt, pa vam je zmanjkalo zemlje in si potem tako postavite visoke grede. Prednost visoke grede je tudi v tem, da lahko prehitevate s sajenjem, ko je zunaj še mraz, napolnite jo z, bi rekel, ustrezno suho zemljo, a ne ki ste jo predhodno dali na toplo mesto in potem lahko že kar začnete s sajenjem. No, zdaj bi predstavil še plasti v sami visoki gredi. Znotraj visoke grede lahko položimo tudi deske, zato da vse skupaj malo dvignemo. Na deske položimo ene 20 cm plast takalega lubja, to služi kot drenažni sloj. Sama plast zemlje pa naj bo vsaj 30 cm, zato ker to je tista globina, ki jo bodo vrtnine oziroma karkoli se sadi notri potrebovale, da se bo koreninski sistem dobro razvil. Je treba poudariti, da visoka greda je kot malo večje korito, zato jo bo treba seveda v poletnem času tudi večkrat zaliti. Visoko gredo lahko zgodaj spomladi zasadimo solato, z zgodnjim zeljem, redkvico, kasneje meseca maja pa lahko sadimo v visoko gredo kakšne nizke balkonske paradižnike. A ta zemlja je kaj posebenega, ki malo drugačna zgleda? Ja, zemlja za visoko gredo lahko spodaj damo nek tak univerzalni substrat in ga kar takole v bistvu, bi rekel, razporedimo po sami gredi. Tako zgornji sloj zemlje pa uporabimo take bolj namenske substrate, ki so prav za visoke grede. Ti imajo seveda v sebi malo več hranil
Vsekakor pa ne smemo pozabiti, da moramo visoke grede tudi ustrezno, bi rekel, pognojiti. Zato lahko uporabljamo tudi kakšen, bi rekel, kompost ali pa kakšna druga, bi rekel, organska gnojila. Pa če najprej kar napolnimo visoko gredo, bi rekel, še substratom za visoko gredo in ga seveda lepo tudi razporedimo. Tako zemljo lepo razporedimo. Med to zemljo pa seveda vmešamo tudi, bi rekel, kompost. Pa bomo odprli še eno vrečo s kompostom. Vrtnine se bodo zelo dobro počutile ob dodatku komposta. To je vir mikroorganizmov, se pravi tistih osnovnih hranil, ki ga vrtnine potrebujejo. Tako, zdaj bomo vmešala še nekaj litrov komposta, ne kar cele vreče, ker tole je preveč. Dodala bomo takole, približno, če rečemo. Vidim, da zelo fajn skrbite za svoje rastline. Ja, se pravi, kompost je tisto najbolj kraljevsko gnojilo, ki je v bistvu potrebno v vsakem vrtu. In vrtnine se bodo res najbolje počutile z dodatkom komposta. Kasneje pa lahko tudi dognojimo in to bo ravno dovolj komposta za takšno lep površino. Na to pripravljeno površino potem vzamemo, bi rekel, tudi orodja za rahljanje, kot je tale trizob ali pa grabljice, in v bistvu še naredimo to, da zemljo, bi rekel, zrahljamo, razbijamo grudice in tako pripravljena zemlja je potem primerna za sajenje, bi rekel, ali sadik ali pa seveda semen, seveda pa je pogoj, da zemljo, bi rekel, res dobro pripravimo, da ne bo praznih prostorov, ker to tudi ni v redu potem za samo zadrževanje vlage. Zdaj pa predlagam, da gremo kar v neko visoko gredo, ki je že zasajena, pa potem posejemo še kakšne druge vrtnine. Greva. In kako vem, kaj saditi na vrt in kaj v visoko gredo? Torej, spomladi prve setve in sajenje v visoko gredo je vsekakor solata, največkrat je kar solata, ki jo seveda kombiniramo skupaj z redkvico, ki sta zelo dobra soseda. Seveda lahko vmes posejemo poleg redkvice tudi, bi rekel, rukolo ali pa celo krešo. Zgodaj spomladi lahko damo v visoke grede tudi kapusnice, kot je zelje ali pa nadzemna kolerabica, ki jo tudi lahko družimo iz solato. Vse to so dobri sosedje. Če posadimo zelje, ga sadimo nekje na 50 narazen, znotraj pa zapolnimo prostor iz solato. Če pa sadimo sadike solate, pa pustimo toliko prostora, da bomo lahko vmes sajali potem še redkvico. Kar se tiče pa, bi rekel, vrta, pa ravno tako, samo s to razliko, da lahko v visoki gredi malo prehitimo vse skupaj, a ne? Vse skupaj, ko v visoko gredo posadimo, lahko damo tudi loke in pokrijemo z zimsko kopreno. A mi lahko samo še pokažete, kako vsaditi nekaj v visoko gredo? Tako, in bova kar v prazno mesto posadila solato. Tukaj imamo že, bi rekel, sveže sadike, ne, ki so nekako s takole koreninsko grudico v kocki. Takole. Previdno vzamemo ven, da nam kocka ne razpade in potem enostavno posadimo v visoko gredo. Pomagamo si z motičico, da malo prerahljamo zemljo, ki je bila sicer že jeseni pognojena, in na isto globino, kot je višina tele grudice, posadimo solato in potem seveda na koncu tudi zalijemo. Pazimo tudi na to, da tukaj, kjer je bila solata, je tudi v visoki gredi pomemben kolobar. Torej, se pravi, če smo jeseni sadili solato, jo lahko zdaj še enkrat, potem pa letos tu ne sme biti več solate, oziroma vsaj še 2 leti ne solate, niti ne indije. Ja, hvala za vse te napotke, pa upam, da bo dobro raslo tudi meni. Jaz vam želim uspešno vrtnarjenje, predvsem pa dober pridelek in pa veliko veselja pri vrtnarjenju. Hvala tudi vam.